Stojim pred novim 90 milijonov vrednim zaporom v Dobrunjah. Ampak Barbara Pance in Nataša Markovič iz preiskovalnega Pikasti sta odkrili ogromno svinjarij. Gre za 34 nezakonitih odlagališč, ki v glavnem so tukaj, ki so kopali luknjo, so vozili te svinjarije naokrog na kmetijska zemljišča. 34 zemljišč kmetijskih so onesnažili s tem. In seveda okoljski inšpektorat bi moral kaj reagirati. Nič ni reagiral. Pa imajo 4 inšpektorje, ki lahko z droni kontrolirajo vse skupaj. Pa noben ni šel na lokacije, kamor so to odlagali. In recimo 2 lokaciji celo dokazano predstavljata resno tveganje za prebivalce Lašč, Grosuplja in pa širšega območja, ki bi lahko prišlo do vpliva na podtalnico. In pravosodje, Ministrstvo za pravosodje je vztrajalo, kljub temu, da so strokovnjaki govorili proti takim zadevam, ampak so zahtevali, da se da soglasje, da se pridobi soglasje in da se pospeši izdajo gradbenega dovoljenja. In Ministrstvo za okolje in prostor in te zadeve je 6. novembra sporočilo, da so vse zadeve sanirane. Laž. Čeprav so kasnejše ugotovitve dokazale, da so osnovne nepravilnosti še zmeri ostale, kakršne so bile. In seveda uporabno dovoljenje je bilo izdano 12. novembra, čeprav dokumentacije, ki bi dovoljevala te, ni bilo in je bilo vse skupaj sporno, nedokumentirano in pa naknadno dopolnjeno. No, seveda, in ta Dobrunje kaj kaže na to? Da je preplet gradbenega lobija, političnih odločitev in neodzivnih inštitucij naše ljube domovine, da je to vse povezano, da tukaj gre za finančne zadeve, gori, doli in tako naprej. Na račun zdravja ljudi si gradbinci delajo denar. In kaj pa Slovenci? A bomo svinjarijo pili, vodo pili, ali bomo, če bomo na kmetijskih zemljiščih gojili, kaj jaz vem, zelenjavo in tako naprej. Vse to bo ta zelenjava potegnila vase in seveda potem bomo v Ljubljani na trgu to jedli. Slovenci bomo zbolevali, ampak kaj to politiki mar? To jim dol visi. In to je navadna svinjarija. Kajti ve se, da je pri gradnji tega zapora je izginilo najmanj 840 kamionov odpadkov. In veliko teh odpadkov so bili nevarni odpadki, okuženi odpadki, strupeni odpadki in kaj jaz vem, kaj še vse. In še enkrat, na več kot 34 nezakonitih odlagališčih, pogosto na kmetijskih zemljiščih, se je to odlagalo, zakopavalo in tako naprej. No, te odpadke so vozili po vsej Sloveniji. In kako so pa prišli do tega? Prevozniki so imeli ponarejene prevozne listine in je naše ministrstvo in ostali organi so to vedeli, pa se ni nič zgodilo. Zakaj? Zato, ker jim dol visi za Slovenijo, jim dol visi za slovensko domovino. Samo da poberejo denar in da si zbašajo v svoje žepe. Grozljivo. In kaj bo s tem? Nič ne bo s tem. A bo kdo odgovarjal? Tukaj le noter bi morali te litiči sedeti. Pa ne za 14 dni, kar za nekaj let. In pobrati jim tisti zaslužen, nakradeno, z goljufijo pridobljeni denar. To je tisto, kar je treba in proti temu se bori in se bo borila Slovenska nacionalna stranka. Slovenijo Slovencem.